Jo, jaz sem Rigs. Jo, jaz sem Get. In vi poslušate oddajo Radio Aktivno. Draga moja Marli, nič ne bojo dali. Vse bo treba zrihtat, trintat, vse bo ati. Čula boš, da smo Hrvati, sam korenine so v zemlji, meje so v glavi. Rekli bojo, kar mislijo, da si dobla ime porasti. Sam Bob je Bog pravi, te kot tata in mami. Če zdajle cel svet zbriše, mi se bomo znajdli. Če lah muha rata slon in iz lufta balon, bom jaz naredil avto, zgradil bajto in balkon iz nule. Te ko sem iz tule, iz guro, iz nič. Dupli ič, ki si ga podedovala, ogromen rod, še dežela je premala. Ima nas povsod, spoštuj, to je lepo ko Bog. Obiskuj, ne daj da ti čas omeji krog, potuj. Če nek svojim, združi se za novim. Planete kot človek, lep je ful. Če pleše in če mu pet je cool. Kdor išče, ta najde delo, ki veseli ga. Pa naj bo joga s pomočjo droga, koga briga. Imej se rada, z omejitvami se ne opadaj. Alkohol in droge ne skupaj in obvladaj. Probal vse razen horsa, pomembna je doza. Treba vedeti, kdaj nehat in če sploh treba dehat. Če boš svete knjige brala, se boš nekaj naučila. Če boš hodila v cerkev, se bo pamet omejila. Zato te nisma krstila, da ti ne bi slike zameglila. Znanje ti da krila, sam ne leta previsoko, ker se ti bojo stopila. Delaj velik, sam če se boš velik veselila. Denar ne kvari, če ga boš prav razdelila. In če ne boš grdo z njim naredila, z ničemer ne pretiravaj, upam, da ne boš kadila. Zaveš, da ti ne kadi. In gled, da boš v dobri družbi, ko se boš napila. Da ne bi ja sa snajperom po Velenju hodil tam. Hvala, Get. Na prvem mestu z albuma Vse, Mriga in Geta. Mrigo pa je danes z mano v oddaji Radioaktivno. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Po dolgem času se srečujeva v studiu. Tako. Veš, da skoraj 10 let je minilo. 2012 sem gledal svoj arhiv. Wow. Ja. Skoraj 10 let. Se spomniš, kaj smo takrat vrtela? Oziroma, kaj smo takrat vrteli? Ja, verjetno takratni album, ki je šel 2011. Se pravi, Rigs and Get Hits. Je prinesel veliko hitov? Ja, mislim, če gledamo po koncertih, je bilo dosti. Odziv je bil super dober in evo, po 8 letih smo spet izdali nekaj, oziroma smo z Getom izdala spet album. Tako da ja, je bil dober odziv hitov. Tokrat se bova posvetila albumu Vse, izšel je v lanskem letu. Tako, lansko leto marca je šel. Je vse zajeto tisto, kar je nastalo od Rigs and Get Hits? Zdaj, v bistvu ja, glede na to, da je to išlo lani, mogoče lahko tudi malo nekaj razkrijemo, ne? Da je vse je del celotne ene pač zgodbe. Glede na to, da smo takrat Rigs and Get Hits postregla s 23 komadi, smo se zdaj v tem času, ko je res vsega preveč, no bom rekel, da smo se odločila, da to malo doziramo. Se pravi, da ne damo vsega naenkrat ven, ampak da to pač damo v nekih rundicah. Se pravi, da vse še ni vse. Se pravi, na vse smo pač dala 9 komadov, letos smo pa izdala že drugi album, kjer se pač ta naslov tako rekoč nadaljuje in rečemo, da tudi ta novejši še ni vse. Dokončana zgodba. Tako. Sem imel kar občutek, ko sem vse skupaj gledal, da nastala neka trilogija ali celo kaj več. Evo, recimo, lahko to razkrijemo zdaj za Radio Prlek. Vse je nastal po kar nekaj letni pauze.
Ali V sta bistvu- popolnoma mirovala, ali je tudi delala kaj drugega? Kar se naju tiče, smo v bistvu med tem časom je, spravi od leta 2011, odkar je šel Mrigz and Get Hits, je Get izdal en mixtape, Get Banga Rap. Tam gor se nahaja tudi ta z bloka Sniper, ko je res pač dost poznan komad. V 2013 smo se združila z MK-om pa z Mitotom in smo izdali album pod imenom Velebor, spravi Velenje Maribor. Tudi ta album je bil super sprejet in nekako smo vse to skupaj združili in koncertirali vsa ta leta. Se pravi, da nismo mirovali niti malo. Te komadi, ki se pa nahajajo na albumu Vse, so pa tudi nastajali. V bistvu so nekateri biti, produkcija je stara, v bistvu to, koliko je že tist stari album. Se pravi, neke stvari so ostale še od takrat, ki smo jih pač hranila in nismo hotela tega završiti in smo oddelala. Mogoče tudi zaradi tega vse. In potem ponovno obudila, dala v življenje. Tako, Pa poslušalce ne nazadnje. tako. Na prvem mestu je bila prva Kjeve, dejansko na prvem mestu albuma. Tako, prva nekako je, komad je posvečen moji hčerki in ko je Get pač slišal za to temo, ta tekst, mi je nekako odstopil to prvo mesto, ker je rekel, ok, tole je res rezervirano za tvojo hčerkico, izvoli, odpri ta album in gremo, ne. Čeprav je produkcija njegova, ampak repam samo jaz. Druga bo sodelovanje z Drillom, Tako? Funk Dat. Yes, Funk Dat. To je taka pač reperska fora, mi temu rečemo, ne? Kjer ni nekega težkega sporočila, pač nam je prvotno fajn repat, pol pa, ko se zaveš težine svojih besed, se pa malo sredotočiš tudi na tekste in na težo svojih besed, zato pol tudi delamo bolj osveščene komade, bom rekel, ampak evo, recimo, da ta Funk Dat ni neka težka filozofija. Drilla smo zraven povabili, ker tudi dosti nastopamo skupaj, prijatelji smo, večkrat smo sodelovali. Z Getom smo bila prepričana, da bo Drill oddelal zadevo, kot se spodobi, ker je res mojster repanja in evo, nastal je Funk Dat, za produkcijo pa poskrbel Sunny Sun iz Ljubljane. Pa tudi z scratchi so bili naredi, res mojstersko, DJ Kapao, ki ima za sabo že več kot 20 let DJ-anja. Nekako nam je uspela neka hip-hop klasika, no, kot mi temu radi rečemo. Ko se pali, mikrofone po velenju pa opali. Posigurno veš, na kajti sceni rabi bolani Mrigz Get Hits, to ko ste čekali, tako da Funk Dat. Funk Dat. In ko ti sani vrat lomi ta ekipa, Mike Drobi Funk Dat, to ni jeben, Evo flashback, svi prižgi, puff, pass that. Spet nazaj lačim Get, dela fat rap. Den na Snapchat, den na FB Instagram, hashtag flashback, bloka bang bang. Naredi luk na tvoj kapi snapback. New era, ujeba, kaj je bilo, ha? Vsi so čist whack, click clack, 2 milijona rim je Big Get. Ti imaš dobre sam štir, to je Kit Kat. Jaz sem gin, vi pa six pack. Rapper je presenetil, tako Kinder. Za slow rap, scenu smaku česen in pa Ingver. Za verbalne metke Smith & Wesson, Desert Eagle. Vsi bote dead in the middle, mislim dead mad. Vrema ognjema, ko z Mrigzom pridema na oder. Ha, snajper v očeh še vedno ogen ma. Za battle z mano si naber več rim od Omarja. Omar je ja, oh my god, čakam znak. Jaz sem se že obuda, grem stotat Mike, sam povejal Aj, what the fuck you kiši. Get Mrigzi, naj vas sliši. Mrigz Get Hits, fuck that shit. Mrigz Get Hits, fuck that shit. Mrigz Get Hits, fuck that shit. Fuck that shit, fuck. Točno dekle, ja kik pa veš da, to se
išče, repra sfukališče. Pa kaj je zdaj, še boljši ko prej. Mrix, peace, get hits na volej. Watch your step, rap, klik, klik, boom, bap, igranka. Break a neck, break dance, pada v trend, stranka kot junkie. Fatty, funky, punka ne zmanjka. Ni sneg, ni leda, flow se sanka. You dead? Not, okay, headshot from the danka. Tip guši, naj popuši mi ko banka. Kaj si hotel s tem povedat? Ha, da tu če v komadu povem nič ne manjka. Bricks get hits, fuck that shit. Bricks get hits, fuck that shit. Bricks get hits, fuck that shit. Fuck that shit, fuck. I če si tu v džiru z nami, ko se pali, mikrofone po velenju pa opali. Sigurno veš, mo na geti sceni rabi, bolani Bricks get hits, to ko ste čekali. Tako da funk that, funk that. In ko ti sani brat, lomi ta ekipa, Mike, probi funk that, to ni jeben, come back. Throw your hands up, represent the real hip-hop. If you wanna get hurt, 3, 2, murder, 1 lyric at your door. Come now. Fuck that shit. Get. When I clock back these lyrics, y'all punks best. walk with my people. 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 Album Vse, Mriga in Geta danes vrtimo v oddaji Radioaktivna. Dve polovici sta, Mrigo in Get, nekoč skupaj v Velenju, danes pa že raztepena po Sloveniji. V bistvu jaz sem še vedno Ti ostajaš točno domačin. tam, kjer sem bil, s tem, da zdaj pač z družino. Get se je pa preselil v Ljubljano, tam je tudi zaposlen, čakamo na družino, Get. Ampak ja, on v Ljubljani, jaz v Velenju, ampak se dost obiskujemo, vidimo, ker smo pač dost dejavna in evo, se videvamo redno. On ustvarja prestolnice, ti na periferiji. Ja, recimo. Za nekoga je tudi Velenje neka prestolnica repa, no. Če se lahko malo pohvalim. Ne na v zadnjem času res, kajti kar nekaj reperjev prihaja od tam. Pred Tako. kratkim je bil Tadi Tada tukaj. Tako, mislim, res smo, pridni smo, no, mislim, dober odziv imamo in se ne ostavimo, v bistvu ohranjamo to tradicijo že več kot 20 let, no, ker v Velenju se je to začelo že, konc 90-ih v bistvu, ne. Je rap scena tudi odraz okolja, v katerem živite oziroma ste odraščali? Definitivno je pač odraz tega, da smo mladi veliko časa ali pa večino časa preživeli na ulici, ker so pač starši bili zaposleni v Gorenju, v premogovniku, v elektrarni itd. In smo pač nekako otroci bili dost prepuščeni ulici, pa recimo, da hip-hop dost povezujemo z ulico in da je to nekako produkt vsega skupaj, no. Ne na zadnje, rap je tudi urbana glasba in sodijo Tako. taka industrijska mesta. Tako, se strinjam. Kako pa primerjaš velenjsko rap sceno z drugimi rap scenami po Sloveniji oziroma krajem? Tako na obali kot Ljubljani, mogoče Maribora. Zdaj, kot sem že prej omenil, no, sem se malo pohvalil, da smo meka, ampak to res pač uporabljam besede drugih, ker res nas imajo za nekakšno meko, res nas dosti spoštujejo velenjski rap, vsi po mestih, ki si jih naštel. Ampak ja, mislim, v Sloveniji imamo zdaj res dobro stanje hip-hopa, jaz menim, da smo enih zdaj že dobrih 5 let nazaj, 7-8 mogoče let nazaj v Sloveniji s hip-hopom dosegli nek vrhunec in ga enostavno tam vzdržujemo, ker je res dober se dogaja. To je tudi odraz, da imamo dost reperjev po mestih, ki si jih naštel, se pravi Maribor definitivno dejaven, v Ljubljani sploh ne rabim govoriti, pol je pa še tu obala, recimo Drill, Burke, res mislim, že sam ona dva se ne ostavita, pa tudi je še dost mladih nadobudnežev, ki jim sledijo in res dela kvaliteten rap. Pol je še tu Nova Gorica, Novo mesto tudi, Mirko, dost dejaven reper. Tudi v kakih manjših mestih, ampak recimo, da so to nekaki najbolj dejavni centriči.
Ste v Velenju bolj povezani z mariborsko rap sceno kot z ljubljansko? Težko bi to opredelil. Jaz sem vedno temeljil na tem, da treba čim več sodelovati, da hip-hop je povezovanje, čeprav se mogoče v tekstih izražamo včasih malo bolj egotripovsko, ali mislim, da je sodelovanje pa povezovanje bistvenega pomena. Jaz recimo, če konkretno povem, jaz sem se prvo začel z Mariborčani povezovati, ker sem študiral v Mariboru in sem imel v bistvu tekoči kru MK-ja, Mitota, res pri roki in smo že kar hitro začeli sodelovati, tudi evente sem tam organiziral v Mariboru in sem tam nekako si prva ta reperska prijateljstva sklenil, ampak sem dost hitro se povezal tudi z Ljubljančani, Primorci, tudi recimo v Novi Gorici sem s Kingom, takrat že od 2006, ko sem svoj solo album izdal, sem z njim sodeloval, tako da sem res stremel k temu, da se čim več povezujemo. Vsekakor je Slovenija majhna in to res ne bi smel biti problem, da smo vsi na dosegu roke in čim bolj povezani. Gospod bo naslednja? Ja, to je recimo en od bitov, en od produkcije, ki je star, oziroma ta bit je nastal okoli leta 2010-2011 in se takrat ni uvrstil na Mrix and Get Hits, ampak evo, zdržal je in smo mu dala ime Gospod. Odrastu med škatlami, sanjami, daratami in če ne bi imel brata, bi potonil ko Atlantidati. Sploh ne pričam o pričah mlajšega Vinča, duplega Iča, sam to bom drugič, a? Pet z mano v čase moje Renault 19-ke, ko sem gor imel tiste kisle 14-ke, not jajce JBL 100 vatne, 4 stalne stranke, na banki niti banke, pek je 1-2 domače, 0-9 skanke, euro na euro, neki sem si narejal, za stroški in za sproti, da se lahma repa lotim, tu pa tam geta zalotim, sabušava. Med bloki, kjer je gama den potihem dela bite, to je get, nisem vedel niti sam da delam hite, doktor Mrix ne pride in reče da to the shit je, da njemu srce bije tako talu. Jaz pa tu z vsem bitjem obožujem takre, lačen tako pes, majka če pridem notu butu beat, vsak part, vers, banga, god body slenga, fuck everybody, ne kopiramo nobenga v Sloveniji, kvečem bojo repa likomi in zato pozdravu bi vse ko inspirira jetem si, check it meal, check it Mrix, rap je tist, krive da sem jaz da nek artist, med bloki kjer je gama. In po začnemo uletavat, ne neki tralalalala, ampak go, veš odkot prihajam, ni nam treba razlagat, se veš odkot, sivci in kidci kličejo Gospod. Sam ne mi to in please ne nas vikat, nočemo se duvat, sam lag gremo pihat, na dober groove movat, aj na hiter slikat, ker nismo super stari, ne nam sikat. Sam ne mi to in please ne nas vikat, nočemo se duvat, sam lag gremo pihat, na dober groove movat, aj na hiter slikat, ker nismo super stari, ne nam sikat. Od Žaleka pa do Bronxa, kjer je Kardeljeva, Stantetova, do centra, kjer je Prešernova, Indijanci Jenkova, Koželjskega, na Gorici, pa vse nazaj do Teksasa, se sliši Gospod. Jo, jaz sem Mrix Jaz sem Get, in vi poslušate oddajo Radio aktivno. Tako da, yeah. Kar je starim otroče, je men bilo že v vrtcu, ne pomeni, da nisem ful mlad po srcu. Sam danes je problem, če je phone mrknu, ne moreš pogledat sporočila, lajke obvestila, Bog ne di, da je cifra nedosegljiva, da ni dostopa, je huj škoda, nimaš joba, sramota, ti še ker nimaš na phoneu Facea, le Mrixa, niti Instagrama sploh, ne Snapchata, niti cifre od Geta, niti Twitter, da do hiter get a life, vsi imajo svoj story, ma ja karkoli, krik bi znoril, če ne bi imel na tiho. Dej objav, naj vidijo vsi, dej objav, kek vidijo vsi, dej objav, naj vidijo vsi.
dej objav, glej, naj te vidijo vsi. Dobro jutro, dober dan, good night, dej objav. Utro, dober plan, hud fight, dej objav. Kaj si pil, ka, jedel ka, delu, dej objav. Ki si bil in kak si vedel, da bo tak, dej objav. Da so ti ukradli baj, da če kdo vidi kej, naj ti piše v privat, ej, nikoli ne objav. Da doma te ni, da doma ne bo te neki dni. Eni čakajo na fejsu z maskami, fajzeri. Slike z morja ali pohoda, raj objav. S polja avta, lifta ali z motorja, dej objav. Da kazen si dobil, da državi jebeš majku, to bom zihar lajko in delil. Na svetu folk slep je, na spletu so spletke poročil. Veliko je fejke, kar res je, dej objav. Počutim se, ko izdelek v izložbi. Prideš moj profil, si ogledaš, vse zveš, pa pol nazaj moj zložbi. Če se pa odloči stisnat add friend, glej, da se poznam, razen če si get fan. Drugač pa lega men je, skoro vse wack. Pa laka, ki tega napišem, da bo ti bad, yeah. Well. When the morning comes, when the morning comes, when the morning comes. Kak si se zjutraj sprdnil in osral, dej objav. Kak zajter si naredil, kak boš pojedel, objav. Kdo te je imel za budalo, dej objavo. Kak si se ostrigel in za sebe brigo, dej objav. A si slišal, videl gnido, kao objavlja na zidu. Wow, koliko postov o drugih postih, dej objav. Ma, nimam časa, jaz sem promo in haslam. Če je ka pametno, rajo šolam, ne scrollam. Ne vem, ka pomeni tek da lahko trolam. Whatever izjavim, informiram te, vabim. Zato pa vedno caps lock. Ja kapa, ker ko jaz objavim post, shut the fuck up. Dej objav, dej Naj vidijo vsi. Dej objav, glej, Kak vidijo vsi. dej objav, Naj vidijo vsi. dej objav, glej, Kak vidijo vsi. when the morning comes. Mrigo in Get, objav je bila slišana skladba, albumu Vse danes vrtimo. Če še rečeva, Mrigo, nekaj besed o vaju, najprej o tebi, kako dolgo si na reperski sceni? Zdaj v hip-hop sem bil nekako postavljen že, oziroma zvlečen z bratove strani, ker mi je pač že v res zgodnih letih, v otroštvu že serviral hip-hop na kasetah še takrat. Spravi, da sem poslušal res hip-hop od, ne vem, 7. 8. leta. Potem sem pa okoli 2001 bil povabljen na eno radijsko oddajo. Če bi bil sovoditelj ene radijske oddaje, Hip-Hop Vizija, no, zdaj že legendarna oddaja. To sem sprejel in takrat se nekako vse skupaj za mene začelo, ker kasneje sem začel z kolegom, ki me je povabil na radio, organizirati evente, kjer sem muziko vrtel, začel sem pisati tekste, dobil sem prvi mikrofon, začel snemati demote. To je bilo recimo okrog leta 2003, 2004. 2005 je že bil moj prvi neki izdelek izdan, 2006 sem svoj album izdal. Potem je pa že tu bilo, so se že začela ta intenzivna povezovanja in veliko tega se je pol zgodilo. 2011 recimo smo z Getom izdala album, pol smo pa že tu skoraj v teh zadnjih 10 letih, kar sem res pač čist v tem. Vedno sem govoril, da bom hip-hop delal, dokler bo pač šlo, zdaj pa ni več izhoda, ker še vedno sem dejaven tako na organizaciji eventov kot DJ, na radiju še vedno, na tem istem radiju delam, imam oddajo, koncertiram, evo, tu sem. Razno si misli vprašati, ali si še vedno povezan z radijem? Kajti enkrat si na radiju, si z njim tako rekoč zasvojen. Tako je. Mislim, imam dosti tak nehvaležen termin, kar se oddaje tiče, spravi ob
torkih ob 11 je oddaja. Včasih to ni bil problem, se pravi, ko ni bilo toliko vsega na internetu, na spletu. Zdaj pa mislim, da niso več mladi, pa vsaj poslušalci, hip-hop oboževalci niso več toliko zainteresirani, ko so včasih bili, ker so vsega mogoče malo preveč nasičeni in ne prižigajo več radia ob tej uri, kot so včasih. Ampak jaz vseeno to gojim še vedno, ker se mi zdi, da je radio je dosti tak old school medij, ko včasih nam je bil dosti pomemben za promocijo, zdaj pač malo manj, ampak vseeno, ja, ajde, rečemo zasvojen in nočem ga tudi spustiti z rok, ne. Druga polovica je potem Get, koliko še ono aktiven, poleg seveda vaju dveh skupaj. Pač glede produkcije se ne ustavi. Se pravi, ko pridem k njemu, je bitov, kar jih naredi, jih je neskončno. Se pravi, to se res ne ustavi. Ima to drugo službo, pač, a ne, nekako glavno, bom rekel, za glavni prihodek v življenju, ampak je res dosti aktiven pri produkciji, tudi producira za druge reperje. To je to. Prej sva objavila 4. skladbo z albuma, sedaj prihaja 5., to bo Ventil. Tako. Ventil je v bistvu to, kar bi bilo dobro, da spuščamo pri sebi vsake toliko časa, ker če ventilo ne spuščamo, pol pač lahko prije do eksplozije in to pol ni dobro. In to se v skladbi sliši. Definitivno. V bistvu smo to skladbo oziroma svoje tekste okrasila, bom rekel, da ne uporabljamo glih cenzure, okrasila smo jih z zvokom ventila in s tem zvokom ventila smo nekako zamaskirali, kletvice, ki so pač v ventilu prenesenem pomenu, ker je včasih treba pač malo verbalno zaropotati, da pač spustimo ventil. Spet se mi je zvišil pritisku, biskru Boga najraj bi nekoga zbrisal, ko zofa štihnul, z bloka pihnul, kdo zamislil, si je stopat mi po živcu, kdo bi rado se po spisku slišal, tako da ne veš po kaj si mislil, gor na netu jih boš iskal. Zgrmijo že Boga tokrat, da boli me v križu, ne stat pri ofjenem ventilu, razen če bi rad igral v pokjenemu filmu, naslovom 5 do 12, evo preview inu. Starši krivi so za slabo vzgojo, mogli dati otroku prej že kako vzgojno, zdaj je pozno, derejo se jolo. Še dobro, da sem videl zvezdice, slišal kletvice, za vsako pretenje, sranje šlo naredice. Glupa gela, od fotra šamar pokne tako čudno bela, sam fucker gleda kurva dela. Če bi dobil evre za vsako kletje pičke materne, na svetu ne bi bilo več lakote. Mi smo peli, ker so od stari začeli vse, tek so oni rekli, da bi ene druge zvlekli. Vrelo se iz enega razloga, klelo se vse od zobotrebcov pa do Boga. In takrat, ko psovo si, kar se ne bi smelo, je kar zagrmelo. Kaj to polni Bog in če si še videl strelo, bali se svojih besed, vse dokler spet ni zavrelo. Jep, pa nimaš steklovino, da bi jo razbijo, kamorkoli prstneš udariš, ko stadijo. Pa usekaš odvisno, ko hudo je bilo, najhuje je, ko zarežeš v nebo, jeb. In ko bi vi našteli kosmatih 300, bi jaz jih po materu, ko vam je pismo, pa do mater se nismo otroci, da je bela cesta in šment, nabijem vas in cel sveta, če mi greš na kaka pišu, kapa Isusa, krščen duš, ti vsem, da ne bi več iskal, ti vse po spisku. Kurba je pasalo tole. Dobar ovaj Ventil Get. To. Ventil z albuma Vse, Mriga in Geta. Če bi reperju zašili usta, bi verjetno bilo težko. Ja, skozi ušesa. Ne. Potem bi še le pihalo, ne samo tako kot je ta cenzurirana verzija, ki smo jo prej slišali. To je v bistvu original verzija. Ampak da bi bila toliko dobra, da smo rekla, dejmo, naj bo to original, ne? Ker na koncertih pa pol, ne? Tam pa nimamo ventila pač kot zvočnega efekta, ne? Ampak so pač kletvice. Je v repu težko nadzorovati jezik? Jaz se niti malo ne
bremzam, če lahko temu tako rečem. Zdaj, če bi res hoteli, da se malo več v dnevnem programu vrtimo, bi mogoče mogli malo gledati na te nakletvice, ampak meni je vedno rap predstavljal neko terapijo ali pa recimo ventil, ko sem res hotel zadeve ven dati in nekako sem odraščal v okolju, kjer smo pač kleli. In tega se pač jaz pri besedilih poslužujem oziroma se ne držim nazaj, tako rekoč, ker mi je to res neka sproščanje. Evo, recimo. Za ostale pa ne vem, zdaj za druge je težko govoriti. Nekateri tudi povezujejo to, da se veliko kleje, da mogoče nismo dovolj izvirni, ampak ne vem, jaz bi mogoče rekel, da je to moj stil, ker tudi dost pogovorno, zdaj recimo ne, ampak pogovorno dost klejem. Mogoče grda navada za koga, primitivno, ampak evo, to sem pač jaz in nekako če ni res potrebno, tega ne zakrivam. Prileti, ko pač prileti. Tako. Je potem besedila lažje pisati v slengu kot v neki čisti slovenščini? Jaz res ne omejujem s tem, ne. Nekako mi je rap tista prosto govorjenje, ne, definitivno. Zato tudi recimo dost kletvic in slenga, te ulične govorice, ker mislim, da če bi se, ampak spet govorim za sebe, a ne morem za druge, da če bi se zdaj preveč ubadal z neko pravo lepo slovenščino, da to pač ne bi bil jaz, ne. Mogoče še vedno rap, ampak ne mriksov. Je mogoče na tak način tudi lažje nagovoriti občinstvo, repersko občinstvo, ko se jim približaš z jezikom, ki je na primer mlajšim bližje? Ja, mislim, da je tudi njim lažje oziroma bolj sočno poslušati nekaj, kar jim je bližje, a ne. Če si zdaj ti preveč pravilen, mislim, da to pol nekako ne spada v to celotno sliko repa, a ne. Rep je vsekakor neka ulična, urbana kultura, kjer slang je definitivno del tega, ne. Kaj pa potem mogoče narečje v repu? Dost pomembna zadeva. Mi smo Velenjčani dost znani, oziroma jaz prepoznam pri ljudeh tudi po celi Sloveniji, kdo nas dost posluša, ne, ker začnejo uporabljati naše besede. Je pa zanimivo vedno, ko slišim tudi v drugih narečjih, rap se mi zdi zanimiv in to je treba gojiti, definitivno, to se mi zdi dober. Mogoče za pač stvar okusa, ampak nekomu mogoče ni poslušljivo vsako narečje, ampak jaz mislim, da je to tista pristnost v rapu, ki more biti, ki predstavlja mesto, od koder prihaja. Naslednja, ne biti? Ne biti to, kar si, če si pokvarjen, recimo, ne. Ker ves čas poslušamo, bodi to, kar si, ne se napravljati sam ja, ne. Noben ti pa ne reče, če si pa pokvarjen, pa ne, se pa daj malo zadržati, ne, oziroma bodi kaj druga, dobrega mogoče. Okej. Ja. Ker pusti malo. Ja. Ej, life te tepe, ker si ga maltretiral. Tako dober repe, ti nisi kapiral. Kdaj vse si imel izbiro? Port legenda, ne bi. On bi zajebil svojo mater, sam še ni imel šanso. Foter ga je lomo spasil tudi po obrazu. Zunil si žlek, on se je večkrat dokazal, ker se je priselil in zapali dovolil. Kdo je kriv? Ko boš ti men govoril, ki si ti bil, ko sem jaz dril v kanale. Evo prever mi šefa moje mi mame, ko ništa lega, on na mamo prisega. 50% časa mu more dogajat, 50 se moreš panat, 100% gamat. Če mu rečeš kaj si ubedu ti je mama. A če mu jo ti psuješ, svaše rama. Če ga usekaš nazaj, potegne butterfly, se zasmeji in reče štaj, ja. Pičke so mu prasice in točno take ma. Ko se zaljubil, se ljubo sumi šamara. Po palubi oprosti, ne vem kam je bilo. Ko je spet z nami, reče boli mi kurat za njo. Vse to eskalira, džubre se ne spreminja, na svetu ne sprejema, sam kima in se strinja.
Life te tepe, jaz si ga maltretiral, tako dobre repe. Ti nisi kapiral, kdaj vse si imel izbiro. Bog legenda, ne bi to kar si, če si džubro človeka. Life te tepe, jaz si ga maltretiral, tako dobre repe. Ti nisi kapiral, kdaj vse si imel izbiro. Bog legenda, ne bi to kar si, če si džubro človeka. Ej, že cel life poznam ga, fotra, sestro, brata. Matka dela tam ko moja, one dve se tudi poznata. Mame menijo se otroci, ko je pauza malca. Mi pred blokom v umazanih smo hlačah majca. Glih se gremo kepa in kriminalca. In pravi on, jaz bom kriminalca, kdo bo zraven bosanca. Tu se igra je ustavila brž, šaka padla mrš. Kaka ga mat vrš, ga na tla pa drž. Dok se ne predam, a veš, kak je šlo to. Danes fight, jutr spet, frendi smo pred blokom. Sam ne tet je bil vedno tek. V šoli je vse izdal, bil je škrt, punca bil je glup, ni znal pisat črt. Jenih par mu je tudi reklo, da je grd, zato je bil potrt. V sebe zaprt, zdaj pa cajt prevrt naprej za 15 let. In predstavljaj si tega tipa v uniformi plaviši. Lak vedo bi, da taki smradi bojo to postali. Poln sovraštva hodijo okol tu, zdaj pametujo folku davi. Vse maščuje za stvari odstavni tip v glavi. Prazen, ki napisuje mami kazen, le ga ne bit. Life te tepe, jaz si ga maltretiral, tako dobre repe. Ti nisi kapiral, kdaj vse si imel izbiro. Bog legenda, ne bi to kar si, če si džubro človeka. Life te tepe, jaz si ga maltretiral, tako dobre repe. Ti nisi kapiral, kdaj vse si imel izbiro. Bog legenda, ne bi to kar si, če si džubro človeka. Ne biti z albuma Vse, 9 skladb sta dala na Vse, Tako, oziroma na prvi del nečesa večjega. tako. 9 je ena taka pravlična številka, pa recimo, da se bomo glede na material, ki smo ga v štartu imela, bi se znalo zgoditi, da bo to pač, da se bo ta številka ponavljala. Evo, da ne bom zdaj preveč razkril, ampak če smo zdaj 9 rekli, bo verjetno še 9. Kaj ti drugi še tudi 9, Tako. tretji 9. Materijala torej veliko. Ja, minilo je pa v bistvu 8 let od Vse, 9 od Še, pravi. Ali to povezavo že tudi kaže grafična podoba? Ja, tako. Za grafiko je poskrbel Nenad Cizl iz Maribora. Res občudujem tega človeka, res je, mislim, že uspešen je, če imate možnost, ga preverite na Instagramu, na Facebooku, res je dober v svojem delu. Njemu smo v bistvu predstavili, kaj hočemo narediti, in on nas je res presenetil. Že s prvim izdelkom smo mu pa pač razložili, da hočemo to neko povezavo, in to je naredil. Ampak ja, ni še zaključeno, ne. Pričakujemo nadaljevanje, se nadaljuje, bi moralo nekje pisati. Raje ne, odločila pa se, da vsak izdelek posebej oddelama, spromovirama, ker mislim, da bo tako najboljši učinek, a ne? Ker zdaj, če v bistvu v štartu greš ven, da to še ni vse, pa da bo to neka nadaljevanka, pol bo mogoče kdo čakal do konca sezone in si bo pol vso dol potegnil in pogledal, tako da rajš smo se v bistvu spravili vsak izdelek posebej spromovirati. Recimo pri Vse smo posnela 5 videospotov, da smo res promocijsko ga ožela oziroma maksimalno izkoristila, kar je pač bilo idej za videe. Potem bo zadnja skladba te zgodbe naslovljena The End, ali konec, ali fin, ali vege, ende. Ja, misliš tretje ali Ne vem, kateri del. teki? V bistvu zadnja če smo že pri zadnji, ali nismo? Nismo še pri zadnji. Aha. Mislim, zadnja skladba vseh teh zgodb, ki se zdaj lansirata. Zdaj oziroma zadnja na prvem CD-ju je Pregloboko. Na naslednjem CD-ju oziroma tega, ki smo ga letos izdala, Iz druge. zadnji je Previsoko. Se pravi, skozi smo tu nekje, ne? Neka sporočila so, nihanja, nek na sredini se moramo najti, ne, potem. V vicah. Recimo,
Čas bo naslednja, v kateri pomaga Anu. Tako, velenska pevka, super dobra pevka, profesionalka. V tem komadu nam je manjko refren. Prvotno smo mislili imeti moški vokal, ki bi nam odpel refren, a to se ni obneslo. Ta prijatelj, ko smo ga hoteli za to porabiti, ni se našel, evo, tako bom rekel. Potem je pa naš producent in studijski človek, ki nas je snemal, Jani Rak, je predlagal, kaj pa če bi Ksenijo, Anu je njeno ime Ksenija, če bi probali Anu, jaz sem jo poklical in sem rekel, da imamo nekaj za njo, če bi bila za, da probamo. Ona je bila navdušena, je rekla, da bi, sem rekel, lah jutri. Je rekla ja in je naslednji dan prišla in je posnela ta refren za čas. Vse se je vmes zgodilo, otrok rodilo, folkov ženilo poročilo. Leta grejo mimo vele hitro, noče imet poročil, fakit noče imet ni televizor. Dober avtovilo, raj doma imam vilo, ki mi da ljubezen nemenljivo, ker ostalo se bo spremenilo. Hvala za zdravilo, hvala vsem za povabilo, 1000 pilo, hvala ker ste dali bilo kaj. Sem šel na vsak koncert, strah da ne bi bil kak teden brez. Repo sem za beden cash, zdaj sem poreden pes, poseben tako jazz, ko spoznate da sem vreden, bom že vreden več. Hvala vsem, ki stojijo mi ob strani, že vzdavni, ne pozabim vas nikoli, priseže vam na mami. In Bogu hvala, da sta mama in nata zdrava in sestre moje, vejta mata brata, ki vas radma. Otroke mi pozdravta, za mene jih objanta in povejta jim, da če ne bojo pridni, da bo pršel dajja. In ajla pazi na Alino, a jaz pa na Stelo, medtem ko ona igra na violino. Slabe, a dobre poteze so tvoje, krive ali prave, nekje bojo pristale. Kam se bojo vrnile, kako obrnile? Slabe ali dobre poteze so tvoje, krive ali prave, nekje bojo pristale. Kdo ve, čas se naredi. Nehal sem gledat poročila, prodat mamila trda, ker meka sploh niso grda. Jezik še vedno mrda, sam nikoli za oblast, ampak proti lažem. Nehal sem krast ljudem, vse mali, ne bom nehal rast, vem, tako moja čast vsem, ko jim trast ni problem, jebem v masti krem. Delovn čas, ne vem, za dolg čas in neki len, to se jaz ne grem. Nabral sem neki keša, ne sprašujo česa. Naš opis, lov v mis, s par lepih sis, kar me smeji že zjutri, tako na gudri. To ful sem zmanjšal, zgranjbu do sanj. Word is bond, tam imam tudi sober good time. Still imam hud rajme, če še nisi, aj spoznaj me. Čim bolj ali pa raj ne, moje so namere ful boljše od tvoje vere. La bi rekel, da sem boljši hasla kot cerkev. Nahranim svoje, družbi vrnem, ko meni dovolje. Nimam povšije in pohlepa, vesolje veselje vrača. Cool vreme drž, cash več ne toče. Slabe ali dobre poteze so tvoje, krive ali prave, nekje bojo pristale. Kam se bojo vrnile, kako obrnile? Slabe ali dobre poteze so tvoje, krive ali prave, nekje bojo pristale. Kdo ve, čas
Mrigo in Get oddaja Radioaktivno z albumom Vse. Je vajna glasba odraz vsakodnevnega življenja? Je, se pravi stvari, ki nas vsakodnevno nekako obkrožajo, kar slišimo, vidimo, doživljamo, pa kar bi mogoče radi spremenili, a ne? Se pravi z našimi napotki za življenje, pa z našimi ugotovitvami. Pomeni, da v besedilih ne samo kritizirate, ampak tudi iščete rešitve oziroma podajate neke možnosti. Tako, v bistvu so vse to od najne izkušnje, s katerimi smo že v s prejšnjimi albumi, s prejšnjimi komadi začutila pri ljudeh, da smo se jih veliko, a pa za najne pojma ogromno dotaknila, ker res dobiš skozi leta ta feedback, se pravi, ljudje stopijo do tebe, ti povejo zgodbe, kaj se jim je zgodilo, koliko si jim pomagal in potem pač to nadaljuješ, ker veš, da tvoje zgodbe imajo moč in pač to nadaljujemo, ne? Da tudi pomagamo, ne samo uživamo pri tem, kar delamo. Lepo je to povedati preko glasbe. Tako. Verjetno pa še lažje v kakem romanu oziroma proze. Kakor za koga, ne? Pa nikoli ne reci nikoli, kam mogoče se pa Bog daj, napisalo tudi z najne strani, a ne v smislu kakve knjige. Ne nazadnje, rap je tudi neke vrste proza. Definitivno, ja. Če gledamo z takega vidika. Ne? Ja. Predzadnja, fuck rap. Fuck rap. Fuck rap. Ja. To je še ena tista reperska fora, se pravi čisto repersko napihovanje, ego trip, se pravi midva sma najboljša, midva sma najjača, to kar delajo oni, pa če je to rap, pol fuck rap. Ne, se pravi kritika na tiste, ki mogoče nam ne ustrezajo, pa ne pašejo v to sliko hip-hopa, kar jih je tudi dosti, ampak ja, v komadu se to izrazi kot nekaj slabega, ampak vseeno pa mislim, da to more biti, ne. Tudi zaradi tega pol komadi nastane. Ejo, v lifeu na majku ne več stat, ker si wack as fuck, zavedno svoje rit odneseš lak, stranko mi prineseš majk, san evo ga, check it na, vsem okol pošel SMS-e da, get ga rešeta, prid pogledat ne še spat, it ne se bat, sej to sam rap je brat, gremo klepetat, hel pa še petat, hej, laka ubijem vsakega gor na mikrofonu, pow, lego nega srat, boom! Zodra automat, međeri me flipa, flow tako akrobat. Tu će bi repo mimo, al pa će bi bil tiho. Okej, tu će hoćem, ne morem bit wack, prisežem na vse matke, da sem bil rojen za rime, črke, stavke, za bine in tete majke. Pa get je z bloka snajpe, zakaj sem baby? Zato ker na novo rodim se vedno, ko delam rap. Get je tu, mic check, and it's like that. Če je rap, to kar delate vi, porečem fuck rap. Mrig je tam, mic checka, and it's like that. Če je rap, to kar delate vi, porečem fuck rap. Fuck rap. Eni reperi so mutavi, vse imajo možgano, mogoče repajo bolano, za fene izvije, sam zaradi enih cen nagnije, Mrigs in Get ubije in da hip-hop reši bede, ker madež gni, sadež gnije vse sosede, brez skrbi na koga to leti, vodi ti in ti kmet, hočeš osvojiti svet, bit repra zapit, pluvat vse, kot da si vsega sit, a v lifeu ti prebite nimaš, kokarkoli star lega, premlado rimaš, napačnim idolom kimaš, skoš timaš, a poštimano nimaš pojma, misliš da veš, v bistvu ješ govna, sine, kje maščine, ma se ni vojna, sam ko Mrigo rime prime, to bo hit, fiks ne gine, ker bit ne skine, tako ti pogine, tek da jej proteine, da bo sama boljši od tišine, aja, zakaj zdaj gledaš v tla, aja, ti si hotel, da bi tekle majke coto,
Briggs je tam, Mike čeka, and it's like that. Če je rap, to kar delate vi, porečemo fuck rap. Get je tu, Mike check, and it's like that. Če je rap, to kar delate vi, porečem fuck rap, fuck rap, fuck rap, fuck rap, fuck rap, fuck rap, fuck rap. I heard you talking shit. I heard you talking shit. I heard your jokes. That shit ain't funny, motherfucker. Don't you never let me see you do that shit again. I'll fuck you up. Fuck you up. Fuck you up. Mrigo, za konec tega pogovora, kakšni so bili odzivi na albumu Vse, ko sta po tolikem času prišla nazaj? Predstavitev albuma v Ljubljani je bila razprodana, nekih 50-60 ljudi je od zunaj ostalo. Ok, ni nama bilo toliko dobro, da so ljudje od zunaj ostali, ampak je bil pa super dober feeling na dan koncerta, pač informacija, da smo razprodani v Ljubljani, tako da v bistvu je že štart bil leteči, tudi spot smo dali par dni pred izidom albuma ven, tako da smo v bistvu vse naredili po nekih pravilih, kako je treba spromovirati zadevo. Kasneje smo pa nastopala po celi Sloveniji, bila smo tudi v Zagrebu in v Beogradu in to si evo kar štejemo za uspeh, se pravi, da smo predrla tudi meje. Zadovoljna smo. Nismo imela pričakovanj, nismo si zastavila nekih ciljev, ampak smo enostavno delala in oddelala vse, kar smo si nekako sproti zamislila in evo, to je to, res je bilo dobro leto. Leto, ki je pač posledica tega leta, je pač album Še, ki smo ga izdala letos, februarja. O katerem bova še govorila. Tako. Velenju sta razprodala. Sva, tako. Pač tisto leto, ko je bila ta Ljubljana razprodana, smo imeli malo težave z organizacijo v Velenju, pač organizacija, ki je event organizirala, je imela malo težave in smo šele čez 3 mesece po izidu imeli smo koncert na odprtem in tu je bilo pač malo težje razprodati. Smo pa letos, ko smo imeli pa v klubu v Velenju, smo pa bili razprodani. In če se zdaj primerjaš, prej si dejal, Ljubljana dobro sprejela, kaj pa Veleje? Odlično. Mislim, res, da je to mogoče tudi malo porinilo vse skupaj, da smo v Ljubljani razprodala, se je tudi pač govorilo o tem, tudi medijsko je bilo izpostavljeno po pač naših kanalih, tako da mislim, da so Velenčani hoteli videti, kaj je to. Še tisti, ki ne vejo, mislim, še tisti, ki niso vedeli, kaj jih čaka, so hoteli to videti in prepoznati, kaj se je to razprodalo v Ljubljani. In predvsem slišati. Tako. Še eno z albuma Vse bova zavrtela, to bo Pregloboko. Ja, to je pa dost globoka tema ali pa pregloboka, ker nismo tudi našla nekega skupnega naslova, enostavno smo tudi dost družbeno kritična oziroma antipolitična, tudi na globalni ravni, pač mogoče se jaz bolj na lokalni ravni držim, Get je bolj globalen, ampak ja, izpostavljamo probleme, s katerimi se srečujemo vsak dan, tudi ne vem, mogoče par kakih stavkov, ki so se konkretno izrazili tudi v današnjih časih z problemi, ki jih imamo z okoljem, z virusi in podobno. Pregloboko vrtiva za konec tega pogovora danes, čez nekaj tednov se ponovno oglasiš, da rečeva še kaj o novem albumu Še. Obljubim. Hvala ti za danes ter uspešno in delovno naprej. Hvala vam. Ni časa, ni energije, sol in okolje mi fila baterije. Le kako je tule, pritisk in jeza, vidno je novo in lepo, sam se ogreza. Face blede, razpokane ko breza, če rasteš, te itak morajo obreza. Če hočeš to res, moraš skozi sikat, ko dobiš, poletiš, krila predslikat. Kaj ti bo štrika, ja nočeš več štrikat. Lajfa, a ja še kar nisi odplačal avta, moje so žalje, postal boš hata. A si
videl majku in koliko bo zdaj davka. Se spomniš voliti kurac, sam da je zabaka. Zdaj zrihti vsem olje, vsi imamo raka. Od napora, stresa, straha, vsaka zastava razen dele maha. Naci prajce, večja white power. Bahati, zmedeno priodkivavaš. Vse kurac si, z njimi ti pridno papaš. Papaš ostanke iz njihove danke. Šön, gleda se zahvališ, da ne bi letos krediti na cesto. Soca je 200, a stroški 600. Stotka 600, ganje 500. Lega alak na puf, da mam še za jesno. Država me vara, a jaz skoz 200. Ljubim te ponosno, evo ti življenje, ker vem, da je donosno. Da nas brišeš, alo, tišeš, kaj govoriš? Ma ne, no, jaz sam repam. Zakaj tako nastrojeno zveniš? Pa hočem, da vam zazvoni, brate. Sam marši ti v pičko, mate. Oko za zob za zob, message mam za MC, roka roka ubije. Noga nogo spod bije, človeka ubije, intelekt počasi gnije. Svet ki je zdrav razum, včasih mi je žal za svinje. Ki planje držijo v svojih rokah, na silo se smejijo, kontam, če mirno lak zaspijo. Kak jih ni strah, energije kar me inda. Vse to enkrat prišlo bo nazaj do njih, taj, če ne do njih, pa vsaj do drog ali vnukov. Sem takih kurcov, negane nimajo občutkov, očitno, ker mirno gledajo, kak strada ljudstvo. Gara po cele dneve, sam da plača si računov. Vi ste prišli sem na zemljo nepovabljeni, prinesli zdrav ste vere, nek denar in kri. Mediji so fake in pokvarjeni, zato mentalno smo pohabljeni. Čist normalno je, da vojna je, če nafte ni. Zdaj so v Arabiji, ker dijamantov ni v Afriki. Ostale sole, ebole in razni shit. Zdravila lak prodajo oni nam, če zbolim je to za njih profit. Novi sam, to je razlog da je strup po vodi imam. Strup po hrani v zraku imam, vse v lajfu dam. Da laka enkrat jebe majku vam. Bil se tudi na štrajku, a ni se spremenilo, nič se ni zgodilo. Lega zgleda, treba je na silo in nekaj spremeni. Nimaš kaj izgubit, v biti fej zabit. Je tisko misli, da ne more nič naredit. Kje je vsaka sestra, kje je brat vsak, šteje vsak, zdaj je cajt, ker kasneje lahko odpelje vlak. Ko bo štrajk, pridem ko vojak from Velenje, what? Do takrat pa medljem skank, NML. The women gather because it is not unusual to seek comfort in our hours of stress. A man must be buried. It is not unusual that the old bury the young, though it is an abomination. It is not strange that the unwise and the ungentle carry the banner of humaneness, though it is a castration of the spirit. It no longer shatters the intellect that those who make war call themselves diplomats. We are no longer surprised that the unfaithful pray loudest every Sunday in every church and sometimes in rooms facing east, though it is a sin and a shame. So how do we judge a man? Most of us love from our need to love, not because we find someone deserving. Most of us forgive because we have trespassed, not because we are magnanimous. Most of us comfort because we need comforting. Our ancient rituals demand that we give what we hope to receive. And how do we judge a man? We learn to greet when meeting, to cry when parting, and to soften our words at times of stress. The women gather with cloth and ointments, their busy hands bowing to laws that decree. Willows shall stand swaying but unbroken against even the determined wind of death. We judge a man by his dreams, not alone his deeds. We judge a man by his intent, not alone his shortcomings. We judge a man because it is not unusual to know him through those who love him. The women gather strangers to each other because they have loved a man. It is not unusual to shift through ashes and find an unburnt picture. Jo, jaz sem Riggs Jaz sem Get, in vi poslušate oddajo Radio aktivno.